Danes bomo skočili v divjino, na sam mrzli sever Finske. Aitana in Juš, morda vama bo tale fraza prišla prav. Misa on lahin kirijašto. Aitana, si ti kaj razumela, Roka? Ja, po finsko je rekel, kje je najbližja knjižnica. O, dobro. Midva je ne potrebujeva, ker imava tole odlično knjigo Rodija Doyla Divjina že tukaj. V njej pa se ne pojavi samo ena divjina, ampak dve. Lahko to malo razložiš? V bistvu prva divjina gre v naravi, tam nekje v mrzlih krajih na Finskem, kamor se Sandra ter Johnny in Tom odpravijo in tam doživijo veliko različnih dogodivščin na saneh, ki jih vlečejo haskiji. Druga divjina pa gre v bistvu predvsem o odnosih doma v Dublinu, kjer se njena starejša polsestra Gronja po dolgem času sreča s svojo mamo, ki jo je zapustila ter se preselila v New York. Kakšen pa se ti je zdel ta odnos med Gronjo in njenima mlajšima polbratoma? Zdi se mi, da so se imeli v bistvu na začetku predvsem zelo radi, ampak v tem časoma so vsi odrasli in so se začeli tudi več prepirati, ampak se mi zdi, da se imajo nekje v srcu še vedno radi. Gronja se mi zdi, da se predvsem zapira vase, hodi v svojo sobo. Zakaj misliš, da je tako? Po moje se je počutila tudi nekako mogoče izločena iz družine, saj njen oče na novo tudi zaživel z Sandro ter sta dobila 2 otroka. In se je mogoče počutila izločena, pa da ni več del tega in se je zato začela tudi oddaljevati od njih, oni pa od nje. Knjigo je sicer prevedla Tina Mahkota, ki jo pozdravljam tukaj med nama. Tina, nekaj zanimivega sem opazil. Tom, Johnny in Sandra grejo na Finsko, tam se pogovarjajo s Finci, ki ne znajo ravno najbolje angleško. Me pa zanima, kako potem to pričarate tudi v slovenščino. Slovenščina svojo razgibano, razigrano, morda tudi skladno in z izjemno bogatim besediščem omogoča praktično vse, poustvaritev takšnih učinkov na ciljnega bralca, se pravi bralca v prevodu, kot ga je imel v mislih avtor. Vedno imam te odklone od recimo temu ustaljene knjižne rabe za velikansko radost in izziv, se igram z možnostmi, ki mi jih ponuja slovenščina in se trudim ustvariti učinek tak na bralca, kot ga je želel avtor v svoji izhodiščni kulturi. Hvala lepa, Tina. Tale učinek je bil res dober, saj name kot bralca. Je bilo pa v knjigi tudi kar nekaj napetih trenutkov. Kateri se je tebi zdel najbolj razburljiv? Po mojem takrat, ko so v bistvu Sandra ter Fanta ter ostali gostje hotela z Sanmi ter Husky odšli nekam v daljno kočo globoko v gozdu, ampak prispeli so šele zelo pozno in potlej so gotovili, da je Sandra pogrešana in se Fanta sama pogumno odšla iskat v tem gozd. Hvala, Aitana. Midva pa greva nazaj k Roku in njegovemu vprašanju za tekmovalce. Pa upam, da ne bo v finščini. Ne, Juš, vprašanje o finščini smo pripravili za finalno oddajo. V polfinalni pa se vprašanje glasi takole. Knjiga nosi naslov Divjina. Kako si Aitana interpretira naslov v povezavi z zgodbo? A. Knjiga opisuje tako divjino Finske, kot tudi divjino v družinskih odnosih. B. Knjiga opisuje divjino Danske. C. Knjiga opisuje divjino v romantičnih odnosih. Ali D. Knjiga opisuje tako divjino Danske, kot tudi divjino v romantičnih odnosih. Tole je bilo hitro, pozorno ste poslušali. Aitana razloži, da misel o 2 divjinah govori o finskih mrzlih krajih, kjer se odvija zgodba, ter o odnosu med hčerko in odtujeno mamo. Pravilen je res odgovor A. To pomeni, da imata obe ekipi novih 5 točk.